Pri tej stranki bomo čistili dimnik in peč, kurilno napravo in vse ostalo, ki spada zraven. Smo šli pri stranki na streho, preštimali smo tole jekleno žico, počistili dimnik, čisti se 2-3 do 4-krat, odvisen od potrebe, se zaključi, umev se pospravi in se gre počasi dol. Moraš merkati, da stehe ne padeš, pa da kaj ne polomiš, če se kaj polom, škodo nosi sam. Peč smo počistili, tam očistili čisto peč, zdaj moramo pa še peč zapreti, golec gor dati in probati, če tudi peč deluje. Zdaj smo čiščenje končali, vse smo pospravili, počistili in zdaj bomo še napisali račun, pa gremo pa naprej delati, drugo stranko. Jaz sem že 13 let dimnikar in nimam nobenih težav s tem. Kot dimnikar imam to veselje, da to počnem. Mladega kadra je zelo malo, noben se močno odločati za ta poklic. Vsak bi rad v pisarni zdaj pa naštel. Ste zdaj že videli črna dela, se pravi črni dimnikarski, tisti težek, fizičen del, umazan del. Tole pa zdaj v bistvu nekateri imenujejo bela dimnikarska dela. Tukaj se kaj pretirano ne umažeš, ker je to bolj strokoven del. Je pa dostikrat, kar se pomembnosti tiče, pa odgovornosti istega pomena. Pri samih meritvah se pa v bistvu preverja, kako je ta gorilnik nastavljen oziroma kako ta naprava deluje. Tale filtrirni papir se uporablja za merjenje sajovosti in ta papir vstavimo v merilno sondo, vstavimo to v kanal, se pravi dimovodni kanal od peči, 60 sekund to zadevo merimo, potem pa sledi primerjava tega filtra papirja z tole skalo. No, prvo smo zdaj upravili tele meritve, poročilo smo napisali, imate v okviru menih koncentracij oziroma tega, kar je bilo izmerjenega, vse zadeve ok, tle bi jaz samo prosil za en podpis in je zadeva za 1 leto zaključena. Pozitivna lastnost tega poklica je, da je del fleksibilen, je pa tako v bistvu nikoli ne veš, kdaj boš šel domov.